Kava s Červekom. Dobrodošli na še eni kavici s Červekom na Radiu 1. Danes sem se za nalašč tako lepo oblekel, vsaj to se je spodobilo, ker je z mano strokovna oziroma vse ve o protokolu predavateljica in tudi nekdanja bivša vodja protokola Republike Slovenije. In verjamem, da že veste, kdo je to. Ksenija Benedetti, dobro jutro. Dobro jutro in hvala za povabilo. In hvala za suknič. Ja, to sem lahko naredil, ostalo sem pa raztrgan. Ja, o hlačah bi se dalo pogovarjati še malo. A je to napaka? Poškodovane kavbojke oziroma džensi niso tako najboljše, ker me to golo koleno glih vame gleda. Ta je bolj raztrgan, bom tega pokril. Dobro, da vem, da tega nam več delal. Ne, če je kakšno tako poslovno srečanje, bo še, da so enobarvne pa nepoškodovane. Ok. Prvo vprašanje, dragaj za vsakega gosta, pa polnoma isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Ja, spijem vedno eno kavo, en zelo velik čaj, črn, oboje. Oboje? Ja, oboje. Najprej čaj, oziroma ne, najprej sem pozabila, najprej toplo vodo, en kozarec, vmes skuham te čaje, kofeje in tako naprej. In pol to zelo, jaz si rabim zjutraj 1 uro tako zase, ne. Aha. Tako. Da se telo zbudi Ja. in možgani. Ja. Ampak zanimivo, da potem pa kavice ne piješ več. Ne, pol pa ne več čez dan, ne. In danes si v bistvu že spila, tako da Ja, sva sam na vodi. Ja. To pomeni, da se bom pa jaz lepo skuhal. DeLonghi Eleta Explorer, čist nov aparat, ki ima drugače varianto tudi hladno varjenje kave. Za kakšno poletje bi bilo tole odlično. Jaz bom pa danes kar lepo na espresso. Sveže, zmleto, nova stvarca, tako da pejte si jo nabaviti. Midva pa lahko dejansko začneva zdajle s pogovorom. Torej, 18 let si bila vodja protokola Republike. Šefinja, te moram popraviti. Šefinja. Ja, ker to edini naziv, ki je po mojem Sloveniji še tak je, da je šefinja, ne? Ja. Ker lektorji vsi popravljajo, tako kot si rekel ti, vodja. Je Šefinja. po moje ta. Ja, ker zdaj je tudi Šefinja šef protokola, to je prav v odločbi. To je tak mednarodni izraz, ki je mogoče ne ravno navaden. No. A si imela že pred tem podobne funkcije, od kje ta ljubezen, da mora biti vse lepo? Pa V bistvu sploh. Jaz nimam te strašne ljubezni, tako da, ko me kdo vpraša, kako imaš kaj doma, imam tako mi je lepo, da je pospravljeno, pa čisto, ampak ne kot iz škatlice. V bistvu moj pretiran red moti pravzaprav, no. Ampak, veš kaj, to je pravzaprav, mislim, državni protokol je pravzaprav, gre pravzaprav za zelo dobro organizacijo z upoštevanjem teh pač mednarodnih protokolarnih pravil, ne. Ampak vedno bolj je pomembna ta dobra organizacija. Ne. koliko pa je tega se za navaditi, glede na to, da so tle vključene tudi druge države, da se spremlja protokole drugih? Verjetno se to razlikuje, predvidevam. Ja, malce se razlikuje, seveda. Ampak koliko časa? Tako, eni zelo hitro splavajo, ne? Tako v 2 mesecih, eni pa potrebujejo kakšno leto ali pa kaj takega. Odvisno je to je od kakšna človeka. knjiga, da se treba to napifljati, ali kako to izgleda? Prva moja knjiga je recimo V pomoč, ne? Je to, okej. Taka zelo debela bukla s 600 stranmi. Ampak zelo pomembna je praksa. In ti kilometri, ki jih pol narediš, ne? In te izkušnje, ki jih pridobiš, in to je strašno dragoceno. Tega državnega protokola se težko naučiš kje drugje, kot prav tam, ne? Tako da jaz sem tudi prišla od zunaj in sem potrebovala nekaj časa, jasno, da se je pol to, da mi je bilo pol lažje, ne? Pa se lahko človek obrne na tistega, ki je bil pred tabo na tej funkciji, pa se ga malo povpraša, pa kako in kaj? Zagotovo tudi to, ampak meni so najbolj pomagale moje najožje sodelavke. Tanja Kolenc, Zdenka Simčič, tudi Simona, Mirjam, Martina. To so bile sodelavke, ki z veliko izkušnjami. Od njih sem se pravzaprav jaz učila, ne? Ni mogoče, ne, da tako službo opravlja nekdo sam. To je pa verjetno čist preveč. Ne, seveda. Mislim, potrebuješ tim, ne, kjer si potem vsak razdeli naloge. To je zelo tako timsko delo. En je vodja projekta, recimo vodja priprave in izvedbe enega obiska,
In pol ima seveda pomoč sodelavcev, nekdo, ne vem, je zadolžen za vojaške časti na začetku, nekdo za obed, nekdo za tiskovine, nekdo za darila, nekdo pol za posamezne lokacije. Tako da je to zelo timsko delo, ampak vedno je en vodja tega tima. Ne. Kaj se je v teh 18 letih zgodilo najbolj bizarnega, morda na kakšnih potovanjih ali kaj podobnega? V bistvu ni bilo, jaz se ne spomnim, da bi bilo zdaj nekaj tako blazno bizarnega, ampak nekaj zelo lepega se je recimo zgodilo že zelo daleč. Nazaj 2001 smo bili v Jordaniji in takrat so nas Jordanci odpeljali zjutraj, ob 3 smo štartali po noči, v puščavo s helikopterjem, samo ene 5 nas je bilo, in nas odložili v puščavi, sredi puščave, kjer smo opazovali sončni vzhod. In takrat je bila ravno polna luna. In ko sem prišla, jaz tega ne bom nikoli pozabila, ko sem prišla tja, helikopter je šel, nas je pustil, na eni strani je bila okrogla luna, polna, ogromna, in na drugi strani žareče tako okroglo sonce. Wow. To je bilo eno takih res, ponavadi ni takih doživeti, no, ko smo zunaj, ampak to je bilo eno tako, ko sem si ga res zapomnila. Jaz malo zdaj drezam po teh napakah, ker je tale. Vse mora biti lepo, jaz si to tako predstavljam. Kakšna napaka se tebi zgodila, da je bilo ono, sem tako, joj, Ksenija, zakaj? Jaz sem padla, ne, pred japonsko princeso, ne. Prav padla na vse 4, zato ker smo šli v neko galerijo, je zunaj deževalo, tla so bila marmornata in meni je spodrsnilo. In za mano, meter za mano pa ona. In zraven je bil, takrat je bil še zunanji minister, gospod Peterle, ki mi je pomagal pol nazaj na noge. Princesa mi prišla, ste v redu, vse okej, ja, in smo šli naprej, ampak je bila taka. Se je hitro pozabilo. Ja, greš naprej, ne, pač ne. To se pač zgodi, ne? Zgodi se, marsikaj lahko, seveda. Kaj pa take, ki so bile predvidene, pa je bila pol napaka narejena? Napake se ne smejo videti, oziroma boljše, da se ne vidijo, in to pač narediš tako, da jih rešiš čim bolj nevidno in greš naprej, da ne delaš panike, ne? Da ne delaš iz muhe slona, mirna kri je zelo pomembna in da vse to lepo, elegantno izpelješ. Mi recimo verjetno nismo videli tega. Ne. Kaj se je zgodilo, da se lahko zdaj za nazaj pove, da ni nič kaj takega? Nič kaj takega, res, prav, nič kaj takega se ne spomnim, no. Madonna, pa res mogo odrezati. Ne, pa bi povedala, no, ampak zdaj res se ne spomnim, no, res. Mislim, mi kot kolektiv smo res, ko bi rekla, dobro delali. Mogoče, če vprašaš koga drugega, bi rekel, takrat ste nekaj, Ja, vsak gleda drugače. Šuštrali. Ja, pa je treba vedeti, da nikoli ni vse prav, ne, tudi to, Ja. ampak mislim, da smo kar dobro vozili to. In še zdaj moji sodelavci nekdanji to dobro počnejo. Če se ne motim, je bila prva ženska na čelu protokola, Ja, ne? ja. Kdo pa je v tem boljši? Ženske ali moški? No, pa to je vprašanje, ki ne gre za moške ali ženske, ampak gre za bolj uspešne ljudi, manj uspešne ljudi, bolj sposobne ljudi, manj sposobne ljudi. Okay. Ja. Ampak še zmer se mi zdi, da razlike so. Seveda so razlike, med nami so razlike, jasno, da so razlike. Ampak jaz, ko pa rekla, nisem nikoli se v bistvu s tem ukvarjala. Jaz sem svoje delo delala pač, ko bi rekla. Ne, tukaj se navezujem predvsem na to, da ja, absolutno se strinjam, človek, ki nekaj dela to na dober način, da je vse od sebe, kar lahko. Ja. Ampak pol pa pridemo do določenih stvari, kjer se enostavno ženske in moški razlikujemo. So določena dela, ki jih ženske naredijo boljš, ki jih moški naredimo boljš, in me je pa zanimalo, kako je tle s protokolom. No, nekatere misliš ti, da ženske naredimo boljše, recimo, me zanima. Ne vem, absolutno bo zelo stereotipno to slišati, ampak je tukaj čiščenje, ker ste bolj pedantne. Jaz recimo isto čistim doma, ampak spustim marsikaj, ker sem tako, ja, meni je to v redu, meni je to dovolj. Ampak imaš moške, ki so zelo pedantni in ki veliko boljše očistijo kot ženske. Tako da jaz ne bi tle teh stereotipov, res ne bi. Zdaj, mogoče bi rekli samo,
nasplošno, zelo nasplošno, se mi zdi, da imajo moški, se malo bolj sabljajo s svojimi egi. Torej, pri njih se mi zdi, in da je to pri vodenju včasih lahko nek izziv, ne, ki jih imajo ženske, mislim, da manj. Ok, ja, to razumem. To je edino, kar bi mogoče izpostavlja kot razliko. Čeprav zdaj, ki si rekla sabljajo, sem prav videl nekoga v predsedniški palači, ki bi se zares sablal tam zraven. Danes imamo frej. Preden sva začela tale pogovor, so se takoj ustavila na točnosti, ne? Ja. Da je fajn, da pridemo točno na kakšen tak intervju in podobno. Kako pa je zate res pomembno tisto splošno lepo vedenje? Kako bi rekla, če zdaj se bomo pogovarjali o tem polikanem vedenju, se mi to ne zdi tako zelo bistveno, kot to, da nosiš ti v sebi spoštovanje do drugih ljudi. Ena izmed takih zelo dobrih definicij primernega vedenja ali pa bontona, ne vem, kdo je izrekel, mi je zdaj zelo žal, da se ne spomnim, je, da ni važno, kako se ti obnašaš, ampak da je važno, da se obnašaš do vseh ljudi enako. Torej, enako spoštljivo bi dodala, ne? Torej, enako do nekih višjih po nekih funkcijah, ne? Enako recimo pri tebi do, ne vem, direktorja te hiše ali pa do kakšne gospe, ki čisti. Skratka, enako, ker nekateri ljudje zelo hitro spremenijo vedenje, odvisno s kom se pogovarjajo, ne? Drži pol tle ta rek, obnaši se ti do drugih, kakor hočeš, da se drugi do tebe? Recimo, ja, to nasplošno velja. Ja. Okay. Ja. A je tega splošnega lepega vedenja premalo? Jaz mislim, da je včasih premalo spoštovanja. Še enkrat bom poudarila, ni toliko važno zdaj, da ti držiš prav vilice in nož, da ti zdaj čisto v nulo pravilno naslavljaš ljudi, pa skratka, ali pa da napišeš čisto prav elektronsko sporočilo, ker tle je tako veliko prostora za napredovanje pri mnogih. Se mi zdi res bolj to, da v bistvu, da spoštuješ druge ljudi, ne glede na to, da imajo mogoče drugačno mnenje kot ti, ne? Ker nekateri ne prenesejo, da kdo kaj drugače misli, ampak če bi vsi enako razmišljali, bi bil dolg čas, ne, na tem svetu. Ja, to je res, ja. In mislim, jaz včasih, če s kom pač res ostajava vsak na svojem bregu, na koncu zaključim, ok, dajva se strinjati, da se ne strinjava in lahko živiva s tem oba čist lepo naprej. In hvala lepa, ne? Ja. Meni je bilo danes pri tebi, od vseh gostov, ki sem jih že takole imel tukaj na kavici, najtežje te vprašati, če te lahko tikam. Najtežje. Ja. Kako je pa s tem, po tvojem mnenju? Ker jaz sem vzgojen na ta način, avtomatsko se starejše tika. Ja. Vika, hočeš reči. Vika, ja, vika. Ja. Avtomatsko. In polk moram to vprašati, danes mi je bilo najtežje to storiti. Sej, to ni bilo čisto po pravilih, ne? Če hočeš ti povem. Kaj pa torej, za tikanje se je treba zmeniti in to je bilo prav, da si vprašal, da me nisi kar tikal tako, ampak torej velja vi, ti, torej ne moš ti mene vikati, s tebe tikati, ker si recimo mlajši. Ker eni kar tikajo ljudje, ki so, ne vem, pripravniki nekje, ali pa so zelo mladi, ali pa natakarji, recimo, v kakšnem kafiču, ne, prines mi eno kavo, kar tako, ne. Ali pa kakšni nadrejeni, torej tikajo podrejene, kakšen šef tika svojo tajnico, obenem pa pričakuje, da bo ona njega vikala. To ni okej, ne. Za tikanje se treba zmeniti in tikanje vedno predlaga starejši, ženska, moškemu, da tle si že oboje zgrešil. Ogromno napak naredil. V bistvu v tem kakšnem službenem življenju, ne, poslovnem svetu je pa vedno predlaga tikanje seveda nadrejeni podrejenemu, ne glede na leta, spol in karkoli drugega, ne. Okej. Ampak, pa bi rekla, a se tikava, ker je sproščeno? Bi to ti meni samo od sebi rekla? Mislim, da ne danes še. Danes še ne? Ne. Na podlagi česa? Ne takoj. Jaz se zelo hitro tikam. Tudi z mojimi sodelavci sem se razen za eno gospo z vsemi tikala. Tudi študenti v obe smeri. Torej, v obe smeri je to šlo, ne? Ampak smo se zmenili. Sicer pa počasi. Najprej, če bi bila recimo tle 1 uro prej s tabo, pa bi malo klepetala, pol bi mogoče bi že rekla. Ampak prav tako 5 minut in to pa ne bi glih takoj pa verjetno ne. In to prakticiraš z vsemi?
Ne, s kakšnimi se vikam, skozi. Aha. S kakšnimi ljudmi, jasno. Tudi po, ne vem, dolgem pogovoru, toliko letih, še vedno je vikanje. Ja. Zanimivo. Hotel sem vprašati tudi, recimo, kaj je nujno ali pa med intervjuji po protokolu, kaj delam zdaj že narobe, poleg vikanja intervjuja? Ne, nič. Nič je, vse po protokolu. Ja, mislim, zato tukaj predvidevam pravila, ne? Zdaj, če bi začela prav z začetka, ne bom začela. V redu je vse. Zdaj sem dobil tiste prav ton, tudi jaz se ne bi smela tako naslanjati, pa mi je bolj udobno tako. Jaz vedno rečem, pravila je treba imati kot eno orodje, ne kot oviro, in pol, če si malo bolj sproščen, če se malo nasloniš, tako ni nič kaj groznega, če ne sediš prav tako, pravilno. To je preveč zapeto in tudi ni pisano za moj značaj. In tudi jaz v bistvu se tudi prej v službi sem bila dokaj sproščena, kljub temu, da sem upoštevala vsa ta pravila. Sem bila kdaj noge na mizi? Ne, to pa ne. Ampak, a je kdaj ta moment prišel, ker pravila so zato, da se kršijo? Jaz malo tega uporniškega tipa sem, tako da... Ja, super. Ker včasih jih je treba kršiti, ne? Ja. Ampak vedno s tem spoštovanjem do drugega. Jaz ponavadi zaključim predavanja točno tako, ne? Pravila so tukaj zato, da se včasih kršijo, recimo. Elizabeth Smith Miller je bila prva ženska, ki je oblekla hlače, ko je bilo to absolutno prepovedano po teh pravilih in so gospe morali biti v obleki ali v krilu, ne? In ona je rekla, jaz ne bom, jaz bom v hlačah. In pol je bil kažin. Ne, ampak v bistvu smo ženske danes lahko hvaležne, se je zbudil. Ja, se oglaša. Smo ženske danes lahko hvaležne, da je prekršila to pravilo, ne, in bila pogumna in šla naprej. Ja. Morda je tudi v kršenju pravil pol tukaj določen napredek, ne? Absolutno ja. Absolutno ja. Dotaknila sva se prej tudi že malo tega tima, da mora človek imeti za sabo ljudi, ki jim zaupa. Kaj pa jaz se skozi navezujem na protokol, da to mora biti vse tipi topi, napak ne smemo dopuščati, kako zaupati še nekomu drugmu, da stori nekaj namesto tebe, čeprav veš, da ti narediš najboljš. Ja, to v bistvu se je treba zavedati, da ne moreš sam vsega narediti, ker na začetku, recimo jaz sploh, ko sem se tega poklica učila prve pol leta, recimo intenzivno, v bistvu sem veliko sama hotela narediti, tudi pol, mogoče prvih 8 let, recimo, sem sama hotela vse in je bilo preveč. Ne more človek. Moraš tudi na se pomisliti. Ampak jaz moram povedati, da sem imela tim in sodelavce in sodelavke, ki sem jim zaupala. Mislim, ki so res bili sijajni. A jih je bilo težko najti? Ne. V bistvu jih je bilo nekaj odprej, ne? Ampak veliko sem jih pol z leti že jaz zaposlila. Ampak vedno je bila neka poskusna doba, pa pol, da se je videlo, ali gre ali ne gre. Ne? Kaj pa praviš na to razliko, prej sva že omenila, starejši in mlajši, da mlajše generacije da vse skupaj pada. Kar se tiče bontona, kar se tiče dela, zdaj le trdim, da če da bi imela skupnega šefa, ti se totalno drugače obnašaš do njega, kakor bi se jaz. Bi to držali? Jaz bi imel avtomatsko na zunaj manj spoštovanja. Ker bi drugač bil tako, jaz tega ne bom naredil. Kakšnega šefa imaš, da ti to dovoli? Se pravi smo pri šefu, da to dovoli. Ne dovoli, ampak kot prvo, šef oziroma vodja mora biti zgled. Ja. To je prva stvar. Torej ne more nekaj od drugih pričakovati, kar sam ne počne. Ne? Okay. To je ena stvar. Drugo, kar si pa rekel pri razliki v letih, mislim, da je mene v bistvu pri mladih najbolj moti to zamujanje. To je nespoštovanje časa drugega človeka in pika. In to pravilo nima vejce, ker kakšno pravilo ima vejco, pa so naštete kakšne izjeme, kadar to pravilo ne velja. To pravilo nima vejce. Recimo, ali pa zelo me moti pri mladih
zopet nespoštovanje časa drugega človeka, ko si z njim, greš na telefon, pa se ukvarjaš s telefonom. Ne? To je, ja, jaz odidem. Odidem. Zato, ker ta človek kaj meni sporoča? Sporoča, da nisem jaz prioriteta, ampak da je prioriteta njegov telefon. Hvala lepa, nasvidenje. Se je že kdaj to zgodilo? Ja, sigurno, jaz grem. Zdaj, zopet le ena vejca, no, ampak kadar je kakšen klic nujen ali pa, ne vem, če je res nekaj zelo pomembnega ali pa ima nekdo, ne vem, v bolnišnici koga, to so te izjeme, jasno, ko razumeš, ne, vse, ampak ne pa, halo, ne vem, si našel za parkirati, halo, boš kupil cvetačo za kosilo, in jaz tam čakam, ali pa kdorkoli drug, ne. Okay. Prosim, ne ostati, jaz imam sam zapiskat le. Nisem da na Facebooku ali pa neki. Zdaj tudi že nekaj let vodiš tudi akademijo za protokol, ne? Za poslovni protokol. Ja. To je bila verjetno kar lep preskok iz predsedniške palače, če lahko tako rečem. Ja, jaz sem že prej predavala, že 20 let. Ene 3 leta zatem sem pol začela počasi, tako v prostem času seveda predavati in potem se je rodila v bistvu ta zamisel, ker take šole pri nas ni. Tako da zdaj je že 6. generacija, to zdaj ravno kar so prijeli certifikate znanja in fajn, no, je to, mislim, lepo mi je to početi, ne. Se mi zdi, prej v prejšnjih službah je bilo vse tako samoumevno, ne. Samoumevno je bilo v prvi službi, ko sem bila v auditoriju vodja kulturnih dejavnosti, da so dogodki zgodili, novoletni koncert se je zgodil, piranski glasbeni večeri so šli, vse to mimogrede zadaj pogromno dela, ne. Ja. Pol v metropolu podobno, ne, v državnem protokolu podobno, dogodki morajo teči, ne, to je tvoje delo, noben, oziroma reče kdo hvala, ampak samoumevno je nekako. Zdaj se mi zdi pa, da v bistvu ti ljudje, ki pridejo k meni v šolo ali pa na predavanja, da so hvaležni, ne, za to znanje, ne. Nekako drugače je. Je torej to delo premalo cenjeno? Zagotovo. Ja? Ja. Je premalo tega, da rečejo, hvala, dobro se je organiziralo, super. Ne, so bili, ne bom rekla, tudi naši torej visoki funkcionarji in tudi tuji, ne bom rekla, da ne, ampak zopet preveč je bilo mogoče te res samoumevnosti, pa, kako bi rekla, protokol je vedno kriv za vse, ne? Ja. Če dežuje, ne, protokol, če crkne klima, kako je crknila klima, kaj je zdaj, ne? Skratka, zelo pogosto smo krivi za marsikaj, smo bili, no, jaz v pretekliku. Tako da to je malo tako, ne, se človek ne počuti najboljše. Čeprav pol poiščeš hitro rešitve in tako naprej, ampak nekako je to. Verjetno te je pol zelo lahko predavati, ker imaš toliko izkušenj. Ja, moram pa reči, da jaz sem včasih lahko 5 ur predavala, zdaj več kot 4 pa ne gre. Mislim, kaj, čem je razlog? Jaz najboljše predavam, ko imam 1,5 do 2. Ja. Zato, ker tudi pol 4 se potrudim, zato, ker predavam zelo živo. In mi gre veliko energije in jaz moram pol biti tiho 1 uro in imeti mir. Zato tudi to ne delam vsak dan, ker ne bi dobro to delala. Ja. Že sam po teh pogovorah jaz vem, da to zna biti naporno. Ja. 2 uri pa še več. Pa 4 si predstavljaj. In težko je držati koncentracijo tudi 4 ure. Drugih, kaj šele svojo. Drugih. Ajde svojo, ne, mi ni to, ampak drugih, da jih pritegneš in za to, da jih pritegneš, potrebuješ to svojo energijo, ne. Ni dovolj bla bla, tudi pomembno, kako poveš, kako se postaviš, kako jih pač pritegneš, zmotiviraš, da te poslušajo. In to, recimo pri 1,5 je to veliko lažje kot pri 4 urah, ampak ja, zdaj sem se odločila, da več kot 4 ure ne bom več predavala, ker pač imam svoje leta, ne, in ne, se tukaj cajta tudi nimamo danes, tako da ne bo šlo. Kaj pa jezik glede protokola? Ja. Meni je zelo všeč, da zavijaš po domače, po primorsko. Se ti zdi? Jaz ne slišim tega. Na vsaka toliko jaz zaslišim, meni je to zelo všeč. Ja, mene to ni zapustilo, ne, tudi če sem gastarbajterka v Ljubljani zdaj že toliko časa in zdaj v bistvu živimo v Ljubljani bolj, ampak mislim, Koper bo pač ostal moje gnezdo, prvotno
In meni je všeč, da nisem se v jeziku tako zelo poljubljančila. Ne? Čeprav mi uide, kdaj, ko toliko časa živiš v tem okolju in ti pol uide, ampak ja, marsikdo reče, da se sliši, ja, da sem Primorka. Meni je to zelo dobro. Ja. A je dobro to po protokolu? Če ni to moteče, mislim, da jaz ne zavijem tako močno, da bi bilo moteče, je to lahko samo en plus, po moje. Da se sliši melodija malo drugačna mogoče. Ja, ampak da bi pa bil recimo Borut Pahor malo Primorca, pa bi tako tudi govoril, pa evo, Robert Golob. Ja, pa. Gremo naprej. Dobro. To ni moteče, ne? Ali pa? Meni ni. Za koga drugega je. Po moje je odvisno tudi od kako si politično opredeljen. Ja, okay. Ker hitro vidiš napake pri teh, ki ne mislijo tako kot ti, medtem ko pri svojih pa je čisto vse uredu. To so ta dvojna merila. Ja. Se pravi, kdo pol vse lahko pride k tebi v šolo? Kdorkoli. Bili so tudi dijaki 4. letnika srednje šole, 2 sem imela taka. Bili so gospodje starejši, tudi 50-60 let, zelo različno in zanimivo je, kako je, ko se prvič, ker imamo 11 ponedeljkov, po 4 ure in 5 ur, ampak so gostje, jaz predavam en del pa vedno je en gost. Ko pridejo prvič, so vsi tiho, tako zaprti, čista tišina. Drugič tudi še, ampak pol, ko se to, na koncu smo jokali. Na koncu dosti, od smeha? Ne, je bilo odganjenosti, na koncu, jaz sem 3-krat, ko smo imeli to podelitev, pa pride malo glasbe, pa tako malo, tak lep dogodek, pa zahvalim se, pa tako, pa vsakemu podelim ta certifikat. Je bilo, od tega druženja, to se pol človek malo naveže in tako. In eni se družijo pol še kasneje, ne? Ostanejo te vezi med sošolci in sošolkami. Če bi se jaz tega udeležil, kaj bi potem to pomagalo? Jaz mislim, prvi že pomaga to pri človekovi samozavesti, pri njegovi odličnosti. Okay. Zato, ker to niso, tam na tej šoli tam je predaval Ljoša Bagola, Aleksandar Zadel, Sebastian Kavaca, Slavko Bobovnik vas postavi pred kamero pa z unim mikrofonom. Mislim, to je kar izkušnja, to je najhujša naloga, moram reči, z gospodom Bobovnikom. To je najhujša? Ja, ker je kamera, v živo, 2 kameri in pol vi imate izjavo, vi ste tega navajen, ampak pol je izjava in pol on na koncu izjave še eno vprašanje, tako, ki ga ne veš. Ne? Ja, kamera spremeni človeka. V bistvu je po dostih raziskavah strah pred javnim nastopanjem večji od strahu pred smrtjo. Pravzaprav. In tisti, ki niso tega vajeni, jim je bil to totalen stres. No, ampak hočem reči, pol se navežemo, ne, tako fajn je. V bistvu vseh starosti različnih poklicev, zelo različnih poklicev. Zanimivo mi je, da jaz sem pričakoval, da boš tukaj rekla, ja, to pomeni, da se boste zdaj znala oblašati na poslovnem sestanku in to, ampak začela si pa s samozavestjo. Ja, seveda, zato, ker če se znaš obnašati, če poznaš pravila, v bistvu ti je lažje, ne? Ja. Če jih poznaš. Ker marsikdo reče, jaz to nič ne rabim. Ampak jaz to vse itak kršim. Ne moreš nekaj kršiti, ne da bi prej poznal. Ne? To v bistvu pomaga tudi pri poslu. Pa tudi v zasebnem življenju. Nekdo mi je napisal nekoč, da je to šola, ni samo šola za protokol in primerno komuniciranje, ampak da je to šola za življenje. Bi to mogli učiti že v osnovnih šolah morda? Že v vrtcu. Že v vrtcu? Jaz sem enkrat na predavanju rekla, otroke, ko se rodi dojenček, ne? Prvo leto komuniciramo pač nebesedno in potem začnemo učiti, ne? Mama, tata, hvala, prosim. Takoj zatem. Okay. Ja. Takoj zatem. Vsaj to. Moja mama je bila dolga leta ravnateljica in jo so vprašali starši pogosto, kaj mora moj otrok znati, ko pride iz vrtca v prvi razred osnovne šole, ne? In ona je rekla, in pa so jo vprašali, mora znati on, ne vem, kaj napisati, kakšno črko, kaj malega s številkami. Ja. In mama je rekla, ne, to se bo vse naučil v šoli. Mora znati, gleda človeka v oči, ko z njim govori.
mora znati biti na miru, mora znati reči hvala, prosim, mora znati sedeti in poslušati. To mora znati, ne? Te osnovne stvari. To so osnove, ja. Ja. Zdaj smo spet pri tem, a je tega premalo? Jaz mislim, ko predavam učiteljem ali pa kje na šolah, ali pa jaz predavam na pedagoški fakulteti v Kopru, ne? Tam se vse začne, ne? To so učitelji, vzgojitelji, tam oni pol otroke naprej vzgajajo in tam se vse začne, plus doma seveda, ne? Ja. In če ti učitelji vsaj malo pri vsakem predmetu, veš, tudi pri telovadbi, pri matematiki, pri vseh predmetih lahko pač učitelji učijo tudi primernega komuniciranja otroke, ne? Ja, res je, povsod se to da. Ampak eni ja, drugi ne. Kaj pa kletvice? Ja. Kaj? Uleti kakšne, ne? Mislim, če me sprašuješ osebno, seveda zasebno kdaj, ampak ja. Ni nič narobe. Mislim, ne moreš to početi v nekem javnem diskurzu ali pa v nekih bolj službenih pogovorih, ne. Doma pa kaj? Če tega ni glih otroka navadiš, poleg hvala in oprosti še kakšno sočno zraven. Ja, pred njimi ne glih, ni treba to uporabljati. Imaš tudi tatuje? Ja. Enega ali več? 3. So bile kdaj težave zaradi tega? Ne, zato ker v službi jih nisem nikoli kazala. V bistvu se je treba zavedati, če imaš rad te stvari, moraš se zavedati, v kateri službi si. Zdaj smo postali bolj odprti do tega, ampak v državnem protokolu, glih šef protokola, ni treba, da ga takole kaže vsem. Jaz sem imela 30 zapisnic, da sem poleti to pač pokrivala in da to ni vzbujalo komu nelagodja, ker nekateri imajo malo zadržkov, še vedno do tega, ne. Ampak mislim, da jaz sem za nalašč pol tatu dala na prvo knjigo, na naslovnico moje druge knjige, Kažipoti, ravno zaradi tega podiranja tabujev. Eno zgodbo imam zelo dobro. En moj zelo dober znanec je vsako nedeljo šel k mami na kosilo in mi je enkrat rekel, veš kaj, moja mama je tvoja fenica in vsako nedeljo mi govori, gospa Benedetti. In malo sem bil sit, ne. Gospa Benedetti, gor dol in se rekel, veš kaj, mama, gospa Benedetti ima 3 tatuje. In sem rekel, no in kaj zdaj? Jaz sem ista oseba, enaka profesionalka kot prej, ne, ko ni vedela, da imam tatuje. In kaj, zdaj ni več moja fenica? In rekel, ne, je, ampak je čeljust padla. Ne, je bila zelo, zelo presenečena. Jo je resetiralo. Ma zakaj? Zakaj? Ja, sej, jaz, ni problem. Ja. Ampak kako je pa mama pol to reagirala? Moja mama pa je druga zgodba. Ker doma je pa zmer težava to povedati. Sploh pri te prvemu. Jaz sem si prvi tatu naredila pri 95. leta že, ko niso bili še moderni sploh. Ja. Pol pa sem si pri 42. na hrbtu pa tle, pa skratka. In to sem si prav na moj rojstni dan, ker sem dobila darilo, da si grem narediti to. In sem rekla, jaz bom to šla prav na moj rojstni dan. In zjutraj sem šla, sem si to naredila in potem smo imeli pa kosilo, pri meni družinsko večje kosilo. In pridem domov, nisem nič povedala, kam grem in mama to vidi in je bilo hudo. Hudo. Mislim, da edino zaradi tega pa z mano en teden ni govorila, po moje. Zelo, ne vem, to je ono, nisem jezna, ampak razočarana. Ja, v tem smislu, ja. Ampak zdaj se je navadila. Kako pa, ja, si navadja se na koncu. To je tudi če psa ali pa zajca, da mu pripeleš ali pa nekaj. To take stvari pridejo. Zakaj se je sploh odločila za tatu? Recimo, če greva na tistega prvega, ko to res še ni bilo popularno. Pol pa še taka služba. Prvega so si naredila z mojim nekdanjim možem skupaj, enakega na poročnem potovanju na Floridi. Ne, absolutno ne. On ga še ima, jaz ga še imam. Tako da to, ne, zakaj? To je bilo v moji preteklosti in mi ni nič žal. Glede tega se jaz čist strinjam. Čist. Ampak zato, ja, to je bil, tam sem bila, njemu je tale poročni prstan dol padal, iz prsta, ne? Ja. In se, ko ti boš to zgubil, ne boš nosil itak, ne deva midva to nekaj večnega. In se šla, prav v Miami Beach je bil in sva to naredila. Bi še enkrat? Bi ponovila? Čeprav so že 3 tatuji, gremo na 4. Ja, ne vem. Moj zadosti je. Nikoli ne reči, nikoli tako dalje.
Bomo videli. A je lahko predsednik tudi potetoviran? Vemo, da imamo pri nas Urško Klakočar Zupančič, takrat se je tudi zgodilo z tega cel hudič. To je res. Ampak takrat danes malo brezvezeno. Ampak takrat se spomnim, da si se oglasila, da je treba vedeti. Jaz se nikoli sama ne oglasim, moraš vedeti. Mene vedno pokličejo in vprašajo za mnenje. Ja, pošteno. Nikoli se res, in pa sem kar nehala, zato ker je bilo zelo zanimivo, ne? Da ko sem rekla, da rdeči čevlji danes niso nič več kaj takega, da zakaj je zdaj tak halo zaradi tega, ne? So me itak napadli desni, ne? Pol pa, ko je bil tisti proslava pa tepih po te roke, sem rekla, da rdeč tepih ravno ni enak na državni proslavi ali pa kje drugje in da usmerjati pozornost na se mogoče ni najbolj primerno. Takrat so se vsuli levi in mi govorili, kako sem nazadnjaška in ne vem, kaj vse je bilo. Ampak, kar se tiče tatuje, to moraš vedeti, ne? Jaz, kot sem rekla, v svoji prejšnji službi nisem hotela, da se pozornost usmeri na moj tatu, ampak sem hotela, da svojim delom se pokažem, ne? In zato meni se zdijo na splošno, sploh v politiki, kako bi rekla, ne maram afnanja, ne maram izpostavljanja sebe, ampak pokaži se ti z delom, pokaži se, kjer zakon boš naredil, da bo to za dobro ljudi. To je tvoje delo, ne? Ja. Ne? Ampak je pa res, da so mediji in sploh javnost veliko bolj občutljivi na izgled žensk kot moških. To je recimo ena ogromna razlika. Pri moških se ne spotaknejo ob kakšne obrabljene srajčne ovratnike ali pa kakšen tak slab zmečkano obleko ali pa spuščen rob. Pri ženski opazijo vse. Podplat od čevlja, lak na mezincu. Opazijo vse in se vtaknejo v vse. Tako da ženske smo res veliko bolj na udaru. Ne? To je isto kot tatuji, pa se, a ni vseeno? Če človek dobro upravlja svoje delo, ni važno. Kakšen podplat? Pod črto je res tako, ne. Dejstvo pa je, da smo mi vsi tako narejeni, da reagiramo na izgled, ne. In se mi zdi, da je naša podoba, da ni glih brez veze, kakva je. Sploh, če predstavljaš državo. Treba o tem malo razmisliti in najti nekaj. Jaz sem se tudi zasebno oblačila ne glih tako strgane, ampak v džinse, usnjene jakne, sem hodila na Sidarto in vse. Mislim, nisem bila prikrajšana za svoje življenje, ampak v službi sem bila pač v teh kostimih, vedno sem si pol privošla kakšen kos nakita, da je malo drugačen, ali pa torbice, ne, ker se mi ne da biti glih dolgočasna, ampak vedno v mejah neke normale, čeprav je to, ki je prišlo na dan s kakšnim malim dodatkom, no, da nisem glih po jusu, smo včasih rekli, no, skratka. Ponovno sicer to vprašam na začetku, ampak bova šla zdaj malo nazaj. Kakšna je bila pa Ksenija kot otrok? Prijedna sem bila, prijedna. Ja? Ampak jaz se spomnim, zdaj sem v tej novi knjigi tudi, ne vem, kje že, napisala, da sem v bistvu vedno hotela biti tako kot Marlon Brando v tem smislu, da je vedno hotel biti malo normalno nor, neki normalno, neki v tem smislu. In jaz sem imela kot majhna in tudi v osnovni šoli vedno v sebi to malo porednosti, ampak ne tako oblazno. Tako da jaz sem se svojih odgovornosti vedno zavedala. Odgovornosti, to mislim, da imam celo življenje v sebi in to so mi starši dali, ne. Okay. Ja. Malo probam namigniti na kakšno uporništvo, a je prišlo? Malo kasneje, kakšna najstniška leta, tudi nič? Ne, toliko, da bi imeli težave. Jaz nisem kadila do svojega 20. leta, pila nisem do 18. leta, teh stvari, recimo nič. V šoli sem bila v redu, pridna sem špricala tu pa tam, malo sem jezikala kdaj, v smislu, da sem učiteljem kaj pač rekla, kakšno stvar nazaj, to sem. Okay. Pak to se mi zdi nič narobe. Ne vem. Nisem nekih blaznih problemov delala staršem, ne.
Zanimivo. Jaz bi rekel, da to recimo malo z glasbo, pa to, da je človek v bendu, pa pride to pol ven. Ja, sej, nekateri so se čudili, da igramo v bendu, ne? Tudi jaz, ker sem to zaznal. Ja? Ja, jaz sem bil tudi tako, okej. A za tatu je bilo pa v redu, ali kaj? Ne, ja, morda, mislim, oboje sem bil začuden, ampak bolj sem bil za glasbo. Morda zato, ker za tatuje sem že prej slišal, za glasbo pa nisem točno vedel. Ja. Aha, okej. Ne, ampak mi smo bili tak, se več ne spomnim, kako je bilo New Wave ali kaj, ne vem več kaj. Ampak fajn smo bili, no, ker dosti časa smo bili skupaj. Jaz sem igrala te klaviature, ampak to ni bilo nič kaj tako ekscesnega, to je bil pač bend. Je pa res, da takrat, recimo sem hodila v glasbeno šolo, v glasbeni šoli pokvari, da si ti kakšen rock and roll ali pa to, ne, to je. Tako da, ma to se mi ne zdi nič kaj tako hudega. Ne, si to ni nič hudega, to je super. Jaz bi rekel, da ta del ponovadi človeka utrdi in mu da nekaj za naprej. Seveda. Ker sem tudi sam bil del tega in pač vem, kako je. A si bil v bendu? Ne bi zamenjal za nič. Si bil v bendu? Ja. Kaj si pa igral? Gitar. Tudi zaradi tega so take stvari pol gor. Ne? In to je... Kar se takrat naučiš, se mi zdi, da pol imaš tu celo življenje. Ja. A je? Je to primer? Ja, meni je bilo koristno, sigurno, no, in imam tudi zelo, zelo lepe spomine. Ne. Tudi na kakšne nastope? Ja, smo kar po Sloveniji, smo igrali neke nagrade, smo celo dobili, ma sem pozabila, no. Pa CD smo, ali kaj, kaseta, takrat ne vem več, kaj je bilo. Kako se je band imenoval? Najprej smo bili Bela čokolada in pa smo bili pa Plexus Solaris. Ja, kot Plexus Solaris smo dobivali pol. Te neke nagrade smo imeli svoj plakat, Da Vincijev v krogu. To je bilo tako močno rdeče, oranžen in črno, tako. Fajn je bilo. Lepo je bilo, ja. Nikjer tega nisem zasledil, sem pa dobil malo na uho, da fantje so bile kar rade spodaj pod odrom. Ja? Ja, to sem slišal. To 100 let nazaj, misliš? V tem času, ja? Ja. Ne vem. Mislim, so bile tudi punce zaradi Andreja, pokojnega, nažalost. Ko je bil tudi zelo karizmatičen. Ja. Mislim, kaj hočeš povedati, zdaj ne razumem? Ne, če hočem potrditi. Ja, jaz nisem tega kaj dosti pazila, sem tam igrala v klaviature in nisem zdaj gledala, kdo tle zame navija. Kdo se slini tle spadi. Kaj pa ti glasba drugače pomeni, tudi recimo še zdaj? Ja. Jaz sem muzikologinja, ne, po profesiji, po izobrazbi, ampak sem zašla pač v druge vode. Zdaj zelo veliko mi glasba pomeni. Ampak, ko me kdo vpraša, kaj pa ti poslušaš, jaz poslušam vse, razen, se upravičujem, narodno-zabavne glasbe pa ne. Kako to? Ne vem, pač nekako ne. Ampak vse druge zvrsti, pa ja, pa tudi ne mogoče onega tehna, ta hudega, pa tudi ne ta hudega punka, ki me utrudi. Če ne, pa imam rada rock. Metal, ja, ampak te ne zdaj te preveč ropotajoče stvari. Ja, menila si prej Siddharto? Ja, Siddharto, to sem prva fenica. A res? Siddharto, tako smo se družili nekaj časa, smo bili prijatelji. Jaz sem njih povabila na kosilo, jaz sem še na njihov maraton, ko so ga imeli v Kino Šiška, mislim, da je bilo. In potem sem bila itak tako navdušena, da sem poklicala Tomija, nekaj sem dobila številko in sem rekla, jaz bi vas povabila na kosilo, vse, celo Siddharto. Ne, jaz šefinja protokola, jaz Ksenija Benedetti, jaz tudi plačala sem, jaz, ne, v službo. In so prišli vsi, cel band, plus menedžer, ja, in smo bili, se spomnim, in smo skupaj se družili in potem so prišli tudi na rojstni dan in smo take vezi zelo lepe stkali, tako da ja, jaz sem njihova huda fenica. Sam to verjetno ne bi bilo mogoče, če ne bi bila šefica protokola. Kako? A misliš, da ne bi šli oni? Ja. Ne vem jaz. Verjetno, ne vem. Čeprav se rekem, potem so mi priznali, da so razumeli, zakaj nas je poklicali, kaj hoče od nas, nič noče. Ja, ker pač zakaj, hočejo, da igramo za kakšnega predsednika? To bi bilo bolj. Deva se še malo dotakniti tvojega moža, Borisa. Kako je pa to zdaj,
Borisom prišlo do tega? Zdaj, če se ne motim, 2014? 2013. 2013 sva skupaj, 10 let. 2016 sva se poročila. Bi bilo butasto vprašanje, če bi rekel, če si ga poznala od prej. Ja. Ampak... Ne, sem ga tudi tako, ne samo nadaleč. Tako na čavku, kot si. Kako je doma protokol? Mora kaj nujno on delati? To je antipod. Tako da ne. Nisi nič poskušala kaj preuzgojiti ali pa kaj tacga? Ma ne, zakaj to bi bilo? To je nikogar jaz nikogar ne preuzgajam. Jaz v šoli naučim ljudi in to je to. Kako bi prišlo do tega vajnega srečanja? Lahko greva čist na prvega, da sta se spoznala. To je bilo v auditoriju, ko sem bila vodja kulturnih dejavnosti in takrat mi je Fanči kuhar, direktorica, rekla, da je poklička Vaco, pa reči, če bi prišel na kulturni praznik recitirati zdravljico. In jaz ga kličem in on naredi. Ja, ma veste, jaz sem zelo drag, ne? Mi pove cifro. In se ga, ja, to pa jaz zdaj ne moram biti direktorico vprašati in potem grem vprašati direktorico in je potrdi, nema veze, sam da pride. In pol je on prišel in pol je še rekel, ja, jaz ne bom veste zdravljice, jaz bom recitiral Povodnega moža, ne? Tako da je to. In pol je prišel in takrat sta se v bistvu prvi spoznala tako, ne? Pol sva se poznala nadaleč. Kako je pa pol prišlo do te ljubezenske zgodbe? Pol je pa, mi to se že 3 leta menila, da bi greva skupaj na kosilo, na večer, res tako mimo grede vedno, da greva enkrat skupaj na kosilo. In pol sem enkrat jaz mu pisala in pol sva se nekako, mislim, da je 2 leti, sva se malo menila gore, dole res in pol sva se zmenila. Pol sem bila jaz samska, on je bil samski in pol sva šla na tisto večerjo, ki je trajala 7 ur. 7 ur? Ja. Wow, to pa je bilo... Traja še danes v bistvu. Večerja. Že v štartu izven kamer sem vprašal in izven mikrofonov, če prijeta kaj v Cerkvenca, ker vem, da družina Kavaca je rada tam. Ja, zelo rada v Lipsenju. Imajo hišo, prelepo potočko, ptički. Skratka, zelo lepo, tako da smo poleti tam, zdaj nekaj časa nisva bila, ampak bova sigurno še šla, ja. Gleda, Boris, sem še to, a je res zaključil z intervjuji? Ja, po moje, ja. Samo ne da več to, res. Prav ta zadnji z muko rekel, jaz ne bom. Jaz sem že povedal vse, kar mislim, ne bo. Po moje, ampak ne vem, ne, lahko da se mu zgodi, da bo še kdaj. Za enkrat, ne, mislim, da ne. Pošteno. Greva zdaj še na ta zadnji del. Kmalu boš izdala novo knjigo, ne? Ja. O čem pa tokrat? O sebi, pa o družbi, pa o času, v katerem živimo. Tako zelo na kratko. Je pa zelo posebna forma, ne. V bistvu naslov je Hiša sozvočja, ker v vsaki moji knjigi je nekaj muzike, ne. Prva je Protokol simfonija forme, druga je Kažipoti sonatina o odnosih in kulturi srca in ta je pač Hiša sozvočja. Ker so notri tudi poglavja kot iz hiše, je pa to ene vrste avtobiografski intervju z 75 spraševalkami in spraševalci. To sem 3 leta pisala, moje knjige vedno to dolgo časa traja. In sem prosila 75 zelo različnih ljudi, da mi postavijo po 3 vprašanja. Nekateri so mi jih 5, Jan Cvitkovič mi je samo eno rekel, jaz bom samo eno. Tako dobro, dej. In sem ta vprašanja pol razdelila po sklopih. Torej, cela moja družina, vsak nam je postavil po 3 vprašanja, pa par mojih nekdanjih sodelavcev, pol pa te ljudje, ki so mi blizu, recimo, ne vem, Milena Zupančič, Vlado Kreslin, Predin, tudi Sidarte, oba klaviaturist, pa Tomi, torej Tomaž pa Tomi, Jan Cvitkovič, Vinči, Škrabec, Purgova, Milan Kučan, Ljudmila Novak, Urška Bačovnik, Janša, malo druge, in Aleksandar Zoran, skratka, Hudolin, ni da ni, no? Zelo velikih je, Katarina Čas, zelo velikih je. In jaz sem na svoje te vprašanja odgovorila, ampak ni zdaj to, da je v knjigi Katarina Čas te vprašanja, pa jaz odgovarjam, ampak so razmetane te vprašanja, ker v bistvu začne se z otroštvom, mladostjo in ker so vprašanja tudi tako
sem jih postavila, da gre nekako. Ne. Kaj pa so Pol je pa, spraševali? v bistvu je kar, po moje, več kot tretjina je pa vprašanj, ki se tičejo v bistvu današnjega časa, družbe. Tako da je veliko tudi o mojih vrednotah, razmišljanjih, ni samo, kaj se mi je zgodilo v življenju, ampak je velik del knjige je tudi to. No. Knjiga izide? Junija letos pri Beletrini, tako da evo danes je šla je narejen prelom, tako da je naslovka znana in notri postavitev. A je kdo vprašal, zdaj sem se malo tam zataknil v teh vprašanjih, Ja. samo vprašanje, kako si? Ne, noben. To je fajn vprašanje. So me povprašali, kaj boš, ko boš velika. To je bilo eno vprašanje. Tako hecna je, ne par je hecnih, ja, res dobrih, ja. Ne, ker bral sem, da zmeri, ko prihajamo do teh vprašanj, noben te pa nikoli ne vpraša, kako si, pa da bi res poslušal. Ja, da bi res poslušal, ja. Ja. Ker to je fraza, ne. Čeprav ti, ko vprašaš nekoga, kako si, v bistvu ne zdaj pričakuješ, da bo on tebi rekel, da je, ne vem, zvečer pojedel njoke za večerjo, pa ga je pa glava bolela. Ja, To ne pričakuješ z tega, ampak mogoče res par stavkov. Tako da, ja, to, da bi iskreno kdo vprašal, kako si, na splošno, ne samo v knjigi, tega ni skoraj veliko. ni, ne? Ja. 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 Kaj pa te še čaka potem v letošnjem letu? Se pravi, nova knjiga, kaj imamo še kaj začrtano? Pa se bom vrnila k kolumnam, ki sem jih pisala za Ono Plus, ker to sem zdaj sem morala prekiniti, ker je šla vsa energija v to knjigo. No. Tako da Ti pisanje tako hobi ali strast bolj? Oboje. Oboje? Časa je dovolj? Časa nikoli ni dovolj, ampak jaz imam rada to. Sem pa jih zrečila, ne? Včasih sem jih pisala bolj pogosto, najprej enkrat na teden, pol enkrat na 2 tedna, zdaj pa enkrat na mesec sem se tako. Toliko, ker nočem, da je pritisk, ne, da moram, ne. To je slabo, pol jaz ne naredim dobro, če je pritisk. Časa Mora ni, biti, da potreben imam pa je čas, to, ja. In se mora vedno pri meni uležati, jaz napišem, pustim kakšen dan, pol znova s svežimi očmi. Pri meni ni to na prvo žogo. Je marsikaj verjetno tudi že šlo v smeti, predvidevam. Pa ne toliko, ampak zelo sem preoblikovala določene stvari, tudi pri knjigi, to je bilo, toliko enih branj, da zdaj pa že težko gledam ta tekst. A ti tle, kaj Boris morda pomaga s svojim znanjem, ker vemo, da ga je dost? Ja, Boris je bil prvi predbralec, ne? Mama tudi, Boris in mama, in Boris ni imel dosti pripomb, ker sem veliko o njem, tudi eno poglavje je o njem, ne? Ja. In sem ga hotela prositi, mislim, sem rekla, lej, preberi, da mogoče ti kaj ni prav, in je rekel, ne, vse, kar pusti vse notri. Ja, mu je bilo všeč ali se je pa sam? Ne, kar pusti, ker je veliko intimnih stvari, tako, zelo, ja. Torej bo ta knjiga intimna tudi? Tudi. Mislim, da je Goran Vojnović, par ljudi je pisalo, je dobilo naprej tekst, pa so malo napisali te uvodne besede in Goran Vojnović je napisal, da je to tako knjiga o meni, kot knjiga o času, v katerem živimo, torej tako intimna knjiga, kot, kako bi rekla, knjiga, kot je napisal o času, v katerem živimo. No. Koliko se je ta čas, eno od bolj zadnjih vprašanj, ki ga bova zafilozofirala, koliko se je ta čas zdaj spremenil, kjer mu smo zdaj napram 20 let nazaj, 30 morda? Kakšne so te razlike? Jaz se samo, kako bi rekla, najbolj me je strah tega, da bi se ljudje med sabo odtujili, da v bistvu, da te skupnosti, ki jih je včasih več bilo, da jih ne bi več bilo, da bomo se potopili v te ekrane. Ja. To se mi zdi, da je zelo nevarno, plus ta umetna inteligenca, ki pač je zdaj. Prišlo, ja. To je super, ne, lahko, če je zopet orodje. Ja. Je pa lahko zelo nevarno. Zelo nevarno. In jaz upam, no, da ne bomo pač ljudje zbežali na splet ali pa v neke umetne svetove. Se zaprli med 4 stene. Živeli tu v naravi drug z drugim. Ne. Še zadnje vprašanje za vsakega gosta. Si že rekel? Isto? Ja. Ne, to je pa res zadnje. Okay. Kako pa izgleda tvoj popoln dan? Tako da mi ni treba nič nujno narediti,
Ampak kljub temu torej naredim to, kar mi je lepo in kar si sama zberem. Recimo, včeraj je bil en tak zelo lep dan, zdaj smo se preselili na Dolgi most in imamo eno mini hiško in imamo tudi vrt. In prvič v življenju sem tudi posadila tam ene 2 čebuline. Prvič v življenju, po moja nona mi ploska iz groba. In pokosila sva travo in sva skuhala eno kosilo. In v bistvu je bilo tako zelo mirno, nekaj sem malo prebrala, malo sem še enkrat morala knjigo pogledati. Ampak je bilo vse tako zelo mirno in zelo telovadila sem zjutraj v miru, nisem mi nikamor mudilo. Tako da to je to, ne? Ampak ne gre tako vsak dan. Ne. Ja. Zato jih pa ni dost, nažalost. Ja. Ksenija, hvala lepa za tvoj čas. Se opravičujem za vse moje napake, ki sem jih storil. Ne, hvala za tvoje modrosti, ker tudi mlade vzamemo tu ven in probamo pol delati boljš in bolj dobro. Tako da hvala ti za vse to. Hvala za povabilo in hvala za potrpljenje, da si me toliko časa čakal. Tako da hvala. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.